Tole je eden najtežjih testov v športu sploh. To je test za VO2 max. In mene je zanimalo, zakaj bi se kdo sploh tega lotil, kaj ti to pove, da je smiselno to delati. In zato sem na pogovor povabil Jakata Marinkota, ki je človek v posnetku, ki dela te neumnosti. Torej, jaz sem Jaka Marinko, sem vzdržljivostni športnik in tudi študent fakultete za šport. In na naši fakulteti, poleg tega, da imamo zelo zahtevno fiziologijo, imamo tudi zelo zabavno, ker imamo en dober fiziološki laboratorij in med vajami, med obveznimi vajami tam izvajamo tudi meritve porabe kisika in produkcije CO2 in vseh ostalih parametrov fizioloških. Ne? No, zdaj pa v bistvu, zakaj je to pomemben, bomo pa povedali v naslednjih temah, vprašanjih in tako. Okay. Zdaj pa, če vaju kaj zanima, me kar vprašam. Ja, valjda. Za začetek najprej sprint, če imaš ti 30 sekundni maksimalen napor, kateri energijski sistem v tem času prevladuje? Torej, v bistvu v našem telesu so skozi prisotni vsi energijski sistemi. Razlikuje se samo po tem, da so nekateri pač na določenih, nekateri so ob določenem času bolj prisotni kot drugi. Zaradi tega tudi v bistvu ne morejo profesionalni športniki biti na različnih nivojih vedno dobri. Imamo lahko nekega tako športnika, ki je, bi lahko rekli zanj, da je recimo kakšen hybrid atlet, pa da je zelo dober na vseh področjih, ampak on ne bo nikoli profesionalc. On ne bo mogel nikoli zmagati maratona ali pa zmagati šprinta na 100 metrov ali pa dvigniti 500 kg. To se ne bo zgodilo, da bi vse to hkrati naredil. Zaradi tega, ker si v bistvu lahko človeško telo samo nekaj časa fokusira na določen energijski sistem. No, in ker imamo pri vzdržljivostnih športih samo en energijski sistem prevladuje, se bomo bolj fokusirali na tega. No, ja, in pri 30-sekundnem šprintu v bistvu najbolj prevladuje tale anaerobna glikoliza in v bistvu zato je značilno, da začne prevladovati v bistvu še ni take velike porabe kisika. Ker recimo pri še krajših intenzivnostih, kot so recimo fosfokreatinski sistemi, pa v bistvu so značilne, da se porablja veliko kreatina in značilno je to, da se v bistvu ful hitro porabi ta energija. Mi ne moremo tega kopičiti. No, pol v bistvu imamo pa še zadnji in to je aerobni sistem, na tega se bomo pa danes najbolj fokusirali. No, zdaj pa tako kot sem rekel, kot vzdržljivostni športnik mi je ta aerobni sistem v bistvu prinese največ energije in tudi proti višjih naporih v bistvu predstavlja skoraj 100% neke naše pridobljene energije. Zdaj pa ja. Ti lahko dam eno precej neumno vprašanje zraven. A bi mi lahko razložil na kratko, enostavno, kaj to sploh je energijski sistem? Ja, v bistvu energijski sistem je način pretvarjanja neke metabolne energije, ki smo mi pojedli s hrano, v bistvu neko mehansko energijo, ki jo mi recimo podamo ven recimo ko tečemo, na smučeh, na peš. Zapravo v parih besedah, kako kalorije pretvorimo v delo. Tako. V naši gibanju. Zelo dobro si povzel to, bravo. Torej, omenil si anaeroben sistem,
Ja, Pa če imaš nek napor, ki traja več kot 5 minut, je pol aeroben. Ne? tako ja. A je to teh 5 minut že točno tista meja, ali je ta meja kje drugje? V bistvu dobro vprašanje. Ni nujno, da je vedno ta meja pri 5 minutah. V bistvu se vse razlikuje, pa tudi Od česa je odvisno to? ja, vse to je v bistvu, kar nas naredi določeno vrsto športnika. Ne? Zdaj, To je verjetno mišljeno kot maksimalni napor v tem času. ja, Pa kaj se to so uporablja? ti energijski sistemi, so v bistvu mišljeni kot največja moč, ki jo lahko držimo za določeno obremenitev. Se pravi, to ne pomeni, da če bi jaz šel kolesart, pa bi prvih 30 sekund porabil fosfokreatinski sistem, drugih 30 sekund anaerobno glikolizo in pol naprej po 2 minutah, 5 minutah bi pa začel aerobni sistem upravljati. To ne pomeni. To samo pomeni, da če bi jaz 30 sekund na polno gonil kolo, bi tisti sistem uporabljal, če bi 5 minut na polno gonil kolo, bi tisti sistem uporabljal. Pa ne samo tistega, se pravi, Prednostno. prednostno tistega in se pravi v večini oziroma v veliki meri tistega. Ne. No, sej zato me zanima, zakaj pri nekom naporu približno 1 minuto dolg sodelujeta oba. Aerobni pa. Ne? Ja, to je v bistvu zelo zanimiv pojav v športu. In zaradi tega tudi nekateri trdijo, da je 400 metrov, oziroma celo 400 metrov z zaprejkami, oziroma ovirami, nisem ziher, kaj oni tečejo, celo najtežja disciplina v atletiki. Zaradi tega, ker v bistvu se pretvarja in anaerobna in aerobna glikoliza, in še moramo še čez ovire laufati. Sicer to zdaj ni današnja tema, ampak ja, to je zelo, zelo težka disciplina. In zaradi tega tudi ponavadi pride do najvišjih vrednosti laktata, o katerem bomo govorili še pol. Ok, pa imam tle nekaj vprašanj o povezavi med VO2 maxom in vati na kilogram. Pa mi najprej malo opiš, tako za nekoga, ki res nič ne ve o temu, kaj sploh je VO2 max, pa kaj so sploh vati na kilo. Ja, torej v resnici mi smo že velikokrat slišali, ne, da imajo vzdržljivostni športniki visoke VO2 maxe, pa nismo zares nekateri točno razumeli, kaj ta številka je, kaj nam pove, nekateri so slišali za to in tako. Tako da zdaj smo v bistvu tukaj, da točno to povzamemo. Torej, v bistvu VO2 max oziroma maksimalna poraba kisika je v bistvu razlika med koncentracijo kisika, ki smo jo mi vdihnili, in koncentracijo kisika, ki smo jo mi izdihnili v nekem časovnem intervalu. In to se ponavadi meri na 1 minuto. Zdaj pa, da pa mi zares v laboratoriju to izmerimo, pa ponavadi vzamemo 30 sekundni interval. Se pravi, mi v bistvu gledamo to vrednost, koliko bi bilo za 1 minuto, ampak v laboratoriju vzamemo samo 30 sekundni interval, zaradi tega, ker pol lahko pridemo do bolj natančnih vrednosti, ker če bi vzeli minutni interval, bi v bistvu lahko rekli, da je manjša vrednost, ker bi pač nekdo že omagal, preden bi prišel. In pa bi še malo unih slabših vrednosti noter upošteval. Ampak itek ponavadi se pri teh testih vidi, da pridemo do nekega platoja, kjer pač tudi, če povečujemo obremenitev, se pač v bistvu maksimalna poraba kisika ne povečuje več. Ampak to je v zelo majhnih vrednostih, ker smo pol itak že na taki intenzivnosti, da pol že zelo hitro nehamo. No, ja, in v bistvu maksimalna poraba kisika lahko iz tega grafa tukaj vidimo, da ima v bistvu zelo visoko korelacijo z 5-minutno močjo. No, razen kakšnih seveda izjem, ampak ja, lahko pa vidimo, da ima v bistvu v nekem povprečju zelo visoko korelacijo, torej je v bistvu glavni prediktor neke uspešnosti pri vzdržljivostnih športih. In kaj na grafu prikazuje rdeča črta, pa modre točke? Ja, torej modre točke so v bistvu merjenci.
iz te raziskave. Rdeča črta pa v bistvu prikaže neko linearno aproksimacijo in iz tega izračunan teoretični model neke moči kolesarja, ki v bistvu, to je neka formula izračunana na podlagi te raziskave, iz katere lahko v bistvu nekako tudi prediktamo svojo maksimalno porabo kisika, glede na nek 5-minutni performance, ki smo ga lahko tudi doma sami testirali. Ne? Torej, ti lahko iz vatov na kilogram, 5-minutne moči, dobiš neko približen vrednost VO2 maxa. Približno vrednost svoje porabe kisika. Je pa res, da se vrednosti razlikujejo zaradi same ekonomičnosti teles. Ne? Torej, v bistvu nekateri kolesari so bolj ekonomični in zaradi tega v bistvu imajo lahko pri enaki moči manjšo porabo kisika, kot nekateri drugi. Zato to ni vedno dejstvo, ampak ja, v neki linearni aproksimaciji lahko približno določimo. Ok, in zakaj pa? Kako to sploh lahko deluje, da lahko ti iz 5-minutne moči dobiš svoj VO2 max? Mislim, kakšna je to povezava? O tem smo glih prej govorili. Da v bistvu pri 5 minutah začne najbolj delovati aerobni sistem in takrat se v bistvu naša poraba kisika začne, takrat je naša poraba kisika največja. Ali pa recimo še malo kasneje, v kakšnih 6-7 minutah lahko poraba kisika postane še celo malo večja. Je pa odvisen tudi od posameznikov. No? Ni zdaj to neko merilo, ampak ja, v nekih vrednostih okoli tega časa. No? Torej, praksa se malo razlikuje od teorije. Ja, praksa se vedno, sploh pri fiziologiji, ne moreš ti zares reči, tako kot pri kakšni fiziki, biomehaniki, da nekaj 100% deluje, so pa vedno neke smernice v temu, ali pa korelacija v tem. Če lahko grem tukaj mečkan iz teme. Povej. Bi rekel, da nobene stvari ne moremo 100% dokazati, da je res. Mislim, ja, pri fiziki, zares, no, to je bolj filozofija, ampak pač, a veš, ti imaš, ne vem, vedno bo kamen padel na tla, ne, tako da, a veš, tle pa imaš recimo pri VO2 maxu, imaš pa zmeri neke smernice. Je pa še predvsem manj garantirano, kot to, da bo kamen vedno padel na tla. Ja, ampak pač imaš pa neko visoko korelacijo, ne, med neko 5-minutno močjo. Ampak ja, dajmo mi manj filozofirati, pa se bolj osredotočimo na Prav, pa povej, kaj nam prikazuje Fickova enačba, pa kako je ta povezana z VO2 maxom. Ja, v resnici... Pa kaj sploh je ta Fickova enačba? Ja. Torej, Fickova enačba je v bistvu osnovni model neke porabe kisika in če mi čisto povemo tako s prostimi besedami, to je v bistvu razlika med saturacijo kisika v arterijski krvi, ki gre iz srca, in venski krvi, ki potuje nazaj. Torej, to je poraba kisika pomnožena z minutnim volumnom srca. Torej, minutni volumen srca pa je v bistvu količina krvi, ki steče skozi srce v 1 minuti. In ta je odvisna od naše velikosti srca, srčnega utripa in v bistvu same kvalitete krvi. Zdaj pa, kaj je kvaliteta krvi? To je pa v bistvu zelo zanimivo vprašanje, ker v bistvu za neko hitro potovanje krvi mora biti kri čim manj viskozna, zato da ima čim manj trenja, da lahko hitro potuje, ampak s tem pa v bistvu mi izgubimo neko koncentracijo hemoglobina oziroma hematokrita, ki niste čisti zadevi, ne, to bom še pol razložil. Hemoglobin je v bistvu, to so neke beljakovine, ki prenašajo kisik. Hemoglobin so molekule, ki prenašajo kisik, hematokrit pa so beljakovine, ki
ki prenašajo hemoglobin. In sama koncentracija hematokrita nam v bistvu ne pove, koliko imamo mi dobro kri, ker nam zaradi tega lahko pade pretočnost. Ne? In glavni nek prediktor VO2 maxa ali pa dobre krvi je v resnici neka relativna koncentracija hemoglobina na telesno težo. Torej, iz tega lahko ugotovimo, da je zelo pomemben totalni volumen krvi, ki ga imamo v telesu. In športniki imajo načelno in večje srce pod neko obremenitvijo in večji totalni volumen krvi. To pomeni, da ti lahko na totalni volumen krvi pa na volumen srca vplivaš. Ja, to se da recimo zelo dobro vplivati. Kako lahko na to vpliva? Na to se zelo dobro vpliva z treningom. In na totalni volumen krvi, na srce se pač z vzdržljivostnimi športi zelo dobro da vplivati. Pač vsi formati to izboljšajo. Zdaj o tem, kakšni treningi izboljšajo katere fiziološke dejavnike, bomo kdaj drugič debatirali, ampak z višinskimi pripravami pa recimo smo forsirani v bistvu, da povečamo se pravi našo količino hemoglobina in tudi, da če pa hočemo ostati s tem zdravi, moramo pa v bistvu povečati še naš totalen volumen krvi. In športniki imajo to tam med 16 in 18 gramov hemoglobina na liter, na kilogram telesne teže. In to so zelo visoke vrednosti. Ampak prej si omenil viskoznost, pa da to niti ni dobro, da je preveč viskozno. Ja. Ker v bistvu... Zato, ker pa te dobijo. Ja, pa ni to glavni razlog, ne, da te dobijo. To je v bistvu zelo nevaren. Ne? V bistvu, če imamo mi prepočasno kri, se nam lahko srce ustavi in sploh tudi srce dela z veliko več obremenitve, če je kri prepočasna. Ne? Zaradi tega tudi sama koncentracija hemoglobina ni nujno, da pove, da imaš ti dobro kri. To pove, da imaš dobro kri, če imaš ti velik volumen krvi. Če pa ti nimaš velikega volumna krvi, je pa lahko koncentracija hemoglobina slaba, zaradi tega, ker je kri postane gosta in v bistvu se v resnici tudi, to sem malo narobe povedal, ja. Če imaš ti velik volumen krvi, v bistvu ne moreš imeti velike koncentracije ali pa prevelike koncentracije. Ni velika koncentracija, velika absolutna vrednost, verjetno mislil. Ja, pomembna je zelo velika absolutna vrednost, kot si rekel. Ja. Ta koncentracija je v bistvu lahko tudi zelo nevarna, ne, če mi, koncentracija je vedno, če je prevelika koncentracija, je vedno nevarna, ja. Ker pol nam to zniža nek pretok. Omenil si višinske priprave, pa da s tem lahko povečaš koncentracijo, kako lahko znižaš, pa imaš še vedno absolutno velik hematokrita. Znižaš koncentracijo krvi. Ja. Razlaž še enkrat, da nisem čisto razumel. Ti ješ veliko vode. Ja. Tako. Ja. Ampak dajmo pa eno tako. Ampak čak, zdaj smo debatirali o tej fikovi enačbi, pa to. Zdaj pa povedal še v bistvu, kako pa zmer naprava, kaj tečemo mi na preprogi, kako zmer VO2 max. Ja. No, torej v bistvu naprava nam pa v bistvu pove v bistvu to me je zmer zanimalo, no, ker sem v bistvu ta fiziologija me je zmer zanimala, no. In pač ti v bistvu ga tečeš, naprava zmer, koliko si ti zraka vdihnil in izdihnil, in pač niso to vedno identične vrednosti, ker lahko kaj zakašljamo pa to. Ampak v nekih minutnih povprečnih pa točno enak zraka vdihnemo, kolikor ga izdihnemo. Razlikuje se pa samo v tem, kakšno koncentracijo
kisika smo mi vdihnili in izdihnili in koliko smo pri tem proizvedli CO2. Ne? In v bistvu ta razlika med koncentracijo kisika, ki smo ga vdihnili in izdihnili, nam v bistvu pove našo porabo kisika. Ne? In to je pač, ta je pa seveda odvisna od naše velikosti pljuč, ki zares ni toliko pomembna, kot nekateri mislijo. Ne? Zato, ker naša velikost pljuč tega ne moremo natrenirati. Ne? Pljuča niso mišica, mišica je dihalna predpona in to se da natrenirati. Velikost pljuč se pa ne da in s tem se mi rodimo. In tudi v bistvu, če malo premalo dihamo, če narobe sem povedal, če z manjšo frekvenco dihamo, je ponovadi to zaradi tega, ker imamo večja pljuča, pa če malo več dihamo, je ponovadi to zaradi tega, ker imamo manjša pljuča. Ne? In to zdaj ni nek prediktor, full velik, kakšen bo naš VO2 max. Veliko večji prediktor našega VO2 maxa bo naša velikost srca. In velikost srca je pa zelo dobro natrenljiva in opazno imajo vzdržljivostni športniki res večjo velikost srca. In ja, zakaj pa je velikost srca pomembna, ne, da lahko seveda več krvi pošle po telesu. In pol pa naprej pride do koliko je pa kri dobra. Ne? In v bistvu, ja, velikost srca in kvaliteta krvi v bistvu vplivata na minutni volumen srca, ki smo pa rekli, da je glavna komponenta pri VO2 maxu. Drugi dve komponenti pa sta seveda saturacija arterijske krvi in saturacija venske krvi s kisikom. No, ja, tukaj pa pride do v bistvu kvalitete naših mišic. Torej, večjo, kot imamo mi kapilarnost mišic in v bistvu večjo, kot imamo mi mitohondrijev, več lahko mi v bistvu kisika porabimo za proizvodnjo neke energije. Ne? Zdaj moramo reči, da sam kisik ni energija, mi ga v bistvu samo uporabljamo za proizvodnjo energije. In ja, v bistvu to so glavne komponente. In zdaj bi v bistvu sam še tole povedal, da kar v bistvu dosti veliko ljudi verjetno ve, da v bistvu VO2 max se gleda na kilogram telesne teže in to je še zadnja komponenta, torej težji, kad bomo, manj kisika na kilogram telesne teže bomo lahko predihali, lažji, kad bomo, več kisika na kilogram telesne teže bomo lahko predihali. Ampak absolutno je še zmeraj možno, da jaz prediham več, kot tipam, zato ker imam 20 kg več. To je definitivno res, ampak pomemben je v bistvu, da bi se mi da primerjala, v bistvu bi lahko s tem ugotovili, koliko mišic imamo midva za neko porabo kisika, ne? Kakšen delež telesa. Se pravi, recimo, če imam jaz VO2 max slabih 80 ml na kilogram telesne teže v eni minuti, bi mogel imeti ti, če imaš, koliko imaš kilogramov? 85. Če imaš 85 kilogramov, ja, pa če imam jaz recimo tam 68 kil, bi mogel imeti ti sorazmerno s tem neko porabo kisika. 65. Malo manj. Ja, kar je 65 ml na kilogram telesne teže v eni minuti. Če imaš ti 80, ja, malo manj je. Malo nad 60. Ja, tam. No, a misliš, da bi imel toliko? Ne. To bi mogel že tam prelaufati, 20 km v 22 minutah, da bi imel toliko, ne? Ja, sorry. 5 km, sorry, ne da tega notu. Ne da to rilse. Nisi prvi. Je bil tudi en na podcastu, ki je malo bolj zajebil. Ja, 5 km v 22 minutah, ne? Ni problema. Dajmo se tako zmeniti, ne? To ostane na internetu, tako da gledalci ne me judges, da so stvari, ki sem jih narobe naredil. Nikomor povedati. Ja, nikomor ne povedati. Za ta podcast.
To pa lahko. Ja, Sam za napake, ne pa za stvari, ki sem jih prav povedal. tako. Ne, vseeno, zdaj, kako bi pa ti natreniral, oziroma si zvišal VO2 max, ker VO2 max lahko zvišaš. Recimo, pljuča si omenil, da ne, ampak VO2 max pa ja. Ja, pljuč ne moramo natrenirati. Ja. Lahko pa mišice, s katerimi Srce. upravljamo na pljuča. Ja. Kako boš ti si zvišal lahko VO2 max? Kakšni so načini? Ja, zdaj načini so zmeri posredni, kako si zvišamo VO2 max, in v bistvu zmeri si ga lahko zvišamo samo s treningom, s tem pa zvišamo komponente pač VO2 maxa, ki sem jih pa v bistvu že prej naštel, kot so minutni volumen srca, ki je v bistvu sestavljen iz pač kvalitete krvi in velikosti srca. Se pravi, naše dihalne mišice lahko izboljšamo, ne moramo pa izboljšati seveda velikosti pljuč. Lahko si zmanjšamo telesno težo, ampak pri tem moramo biti zelo previdni, ker ne smemo jih hujšati v neke naše mišice, ki nas poganjajo. In to se v bistvu lahko zelo dobro opaziti tudi na letošnjem Tour de Franceu. Je Pogačar pridobil 2 kg in še veden je zelo dominanten, se pravi, lahko iz tega sklepamo, da mu sama poraba kisika ni padla, oziroma kvečemu mu je še narasla, ker je v bistvu zaradi teh 2 kg se mu je poraba kisika najverjetneje še povečala. A lahko nekaj razčistimo, nekaj mi ni čisto jasno. Povej. Zdaj mi smo obravnavali VO2 max, Ja, kakor da je to mera sama po sebi. ja, Na koncu smo prišli pa cel krog okrog, da smo rekli, da se pravi VO2 max pa lahko izboljšaš samo s treningom. ja. In če jaz prav sklepam, ja, je to okej. irelevantna stvar, dokler nisi ti na zelo visokem nivoju. Da ti pač ni nobene veze, da bi ga vedel. Ja, lej, zdaj, če me ti malo tebe loviš, pa rečeš, da ga lahko sam s treningom izboljšaš, ne, so tudi druge opcije, kot so ilegalne substance. a ne. Tako da, Ampak, ja, se vemo, kaj ne vem, kaj si točno hotel povedati. Da, Vsi imamo nek VO2 max, Ja. verjetno. Ja. Za vsakega je pomemben. Ja, vsak človek da ima. se ni treba neko porabo sekirati z VO2 maxom, dokler nisi na nekem ekstremnem nivoju, pa bi rad bil profesionalc, kaj je relevantno, pa je najbolj sam, da treniraš po nekih smiselnih planih in boš šel sam po sebi gor, mu ni treba reči, da mora iti gor. Te ni treba sekirati. Ja, no, mislim, zdaj sam VO2 max mogoče ni tako pomemben, kakor pa so kakšni podatki, ki jih dobimo ob meritvi naše porabe kisika. Na to bomo šli pa lahko pa tudi naprej. Ok. Recimo, To je pa poraba kalorij, recimo. ja, lahko Ja. poraba kalorij, lahko kakšni te ventilatorni pragovi, laktatni pragovi, o katerih bom še govoril. In to pa je v resnici pomemben, če ti hočeš natančno trenirati, pa tudi nisi nujno na visokem nivoju. a ne. Torej, ja, če si ti zelo rekreativen športnik, pa ti neki rezultati niso pomembni, se ne rabiš zares ukvarjati s tem, če ti je dosti, da pač recimo hodiš na kakšne sprehode pa tako. Ampak recimo, če si pa hočeš dejansko trenirati po nekih pač planih treninga ali pa stati v določenih conah, je pa v bistvu fino iti na nek test, da dejansko ugotoviš, do kakšne mehanske obremenitve, recimo pri kakšni absolutni oziroma relativni moči, oziroma pri kakšnem srčnem utripu imaš ti določene fiziološke pokazatelje, recimo kakšno laktat ti produciraš in koliko v bistvu ti dihaš na določenih točkah, in s tem lahko tudi določimo, s tem lahko natančneje treniramo, no, in smo bolj učinkoviti. S tem lahko preprečimo pretreniranje in v bistvu lahko pač treniramo pametneje. No. To je v bistvu glavni cilj nekih fizioloških testov. No. Ok, pa pot kisika, ki gre najprej pol v pljuča, pa pol v kri. Ja. Kaj pa ekstrakcija pol iz krvi v mišice? Kaj pa mora priti pač kisik v mišice? Ne? ja. Kaj je ekstrakcija, pa zakaj je to pomemben? Ja, torej v bistvu, kako pride kri iz, kako pride kisik iz krvi v mišic,
je v bistvu zelo pomemben, ker to je v bistvu glavni to je v bistvu dovod pač mišic za kisikom in to je v bistvu glavni namen telesa, ne? To je v bistvu poraba kisika. Ne? Okay. Kaj pa, kako po fikovi enačbi delujejo pljuča, kri pa srce, pa mišice pri določenem? Ne delujejo po fikovi enačbi. Ja, Enačba je namenjena opisu tega. ja, fikova enačba je namenjena temu. Ampak glej, mi smo že vse povedali o tej fikovi enačbi, tako da lahko gremo naprej. Ja. Vse, kar vemo. Ja. Zato, ker fikov zakon je tudi uporabljen močno mi smo ga uporabljali pri kovinskih materialih, Ja. kjer je namenjen difuziji in po mojem je tle dokaj podobna stvar, samo da je verjetno poenostavljena. Ja, pa sta bila ista, da človeka. Mogoče sta bila pa isti ime, samo po mojem. Ja, če je difuzija, to je stvar po mojem, ki tudi človeško telo deluje. Po mojem tudi. Pa malo o atmosferskem tlaku pa spremenjenju z nadmorsko višino povej. Ja, torej v bistvu vsi smo že slišali ali pa začutili, da ko smo na Triglavu težje dihamo, oziroma smo bolj zadihani. Zdaj to, da Vsi smo slišali pa začutili, da ko smo na Triglavu težje dihamo. Ja, kaj? Jaz mislim, da nismo bili vsi še na Triglavu. No, nismo Pa bili na še vsi. višji višini. Ali pa na višji višini. No, kje si bil najvišji? Triglav. A si bil? Jaz sem bil na Triglavu. A ja, Hočem ja, no. reči, da mogoče niso bili vsi, ki poslušajo na Triglavu. No, Da lahko daš širšo referenco. ja, si zato sem rekel slišal, a veš, Ja, od prijateljev. dobro, prav. No, tako da ja, vsi smo to že slišali, ali pa smo začutili, ne? Razen mogoče kakšni niso, no. Ampak, ja. Tisti so pa slišali. No, in v bistvu, ja, zaradi tega, zdaj pač mi v bistvu smo ugotovili, ja, da težje tečemo po gorah, kakor na morju, ne. Zdaj, glavni razlog je zato, ker pač je v bistvu z višino pada pač tlak, a ne zaradi tega, ker je manj zraka nad pač spod je več zraka nad njem, kot gre zgorja, ne. In glavna razlika med zrakom pa vodo je, da se zrak stiska, voda se pa ne. In zaradi tega je v bistvu na morju zrak gostejši, kot v hribih. Ne? In ker je zrak gostejši, je v 1 litru zraka manj kisika in tudi ostalih plinov, da se razume, kot na višini. No, na višini je manj, kot na morju. Sorry za napake. No, ja, in zdaj na tem grafu tlele lahko vidimo, pač da pada po neki eksponentni enačbi. Se pravi, parcialni tlak kisika v zraku. No, in zdaj pa to vpliva, kam me gledaš? Zdaj pa to vpliva na v bistvu našo maksimalno ventilacijo. Zato, ker načelno je tako, da nam na višini pade VO2 max. Ampak, če bi nam padel VO2 max toliko, kolikor pade tudi, kolikor se zmanjša v bistvu količina kisika v zraku, bi bilo to zelo slabo. Ampak nam se ne zmanjša toliko, ker se nam v bistvu poveča tudi maksimalna hotena ventilacija in maksimalna ventilacija pri hudem naporu. Ja. Kaj to pomeni? Ne? Torej, v bistvu mi lahko precej več dihamo, precej več zraka lahko vdihnemo, če se trudimo dihati, recimo tako. Ne? Ja. Ventilacija. Mi lahko precej več zraka predihamo, če se trudimo samo dihati, kot pri maksimalnem naporu. Ja. To gre v klip. To gre lahko v klip, ja. Ampak je to v bistvu hiperventilacija lahko zelo nevarna, že zdaj se meni malo vrti. Če bi pa pretiral, bi pa lahko tudi skupaj padel, zaradi tega, ker nam tok pade v bistvu vsebnost
CO2 v krvi in tudi ful se nam dvigne tale pač pH, se nam dvigne in zato lahko mi v bistvu tudi skupadmo, ker pač nam neki receptorji v možganih pravijo, da ne rabimo več dihati in tako da. To je zelo nevaren. Ne? Tako da tudi, recimo, to sem tudi od Janja Brajkoviča poslušal, da v bistvu veliko kakšnih športnikov pred štartom na kakšni tekmi začne hiperventilirati iz tega, ker mislijo, da se bo pa ne dihali ali pa kaj takega, ampak s tem si samo škodijo in tako da, če hočete se kaj umiriti ali pa kaj takega, se samo sproščeno dihite, normalno in lahko delate kakšne dihalne vaje, ki vam pomaga, ampak definitivno ne hiperventilirati. Ker lahko skupaj padeš. Ja. Kaj pa druga skrajnost? Ja. Da imaš pa preveč koncentracijo CO2. Ja, preveliko koncentracijo CO2 pa v bistvu dobiš s tem, če premalo dihaš, to pa tudi je smrtno nevarno. Ne? In to pa mislim, da smo že vsi kdaj občutili. Tale graf v bistvu prikazuje maksimalno hoteno ventilacijo pri različnih nadmorskih višinah. Sej boš to vse naštimo. Ja, bom, sam midva način. Ja, no, takole gre. Okay. No, in zaradi tega, ker se nam zviša naša maksimalna želena in maksimalna ventilacija med maksimalno obremenitvijo, no, v bistvu sam VO2 max ne pade toliko velik. Ne? In tudi to smo že kdaj začutili, ko smo bili v hribih, pa smo res ful več dihali, kakor tako recimo na Zakaj to? Ja, to zakaj? No, to je dobro vprašanje. Ja. Glavni razlog, zakaj se nam zviša maksimalna ventilacija v hribih je, ker je zrak bolj redek, zaradi tega, ker je manj stisnen, ker je manjši tlak in zaradi tega, ker je zrak bolj redek, v bistvu lahko hitrejš poteka po našemu telesu. Ne? Skozi pljuča, manj trenja je na vse cevi, bi lahko tako rekel. No? Mogoče veš tako na pamet, kakšne podatke, številke, to ali... O maksimalni ventilaciji. Ja, koliko litrov na minuto približno. Ja. No, recimo, tle lahko iz tega grafa dobro vidimo, da pri nekem treniranem športniku je tam nekje pri 2000 metrov nadmorske višine maksimalna ventilacija tam okoli 180 litrov na minuto. Pri kakšni višji nadmorski višini, kakor je recimo tlele 3000 metrov, pa lahko prijemo tudi do 210 litrov na minuto. Se pravi, se kar precej lahko poviša naša maksimalna ventilacija. Skoraj za več kot 30 litrov na minuto, recimo, da se dvignemo iz 2000 metrov na 3000. Ampak to še vedno ne pomeni, da bo zdaj imel pa več kisika, ki je pač tudi koncentracija kisika v zraku. Koncentracija kisika je manjša, zaradi tega bo tudi dostava s kisikom v resnici precej manjša. To so v bistvu, sem že vse računal, ampak so zelo zakomplicirane enačbe, tako da o tem ne bomo danes debatirali. A to pomeni, da je hiperventilacija v hribih manj nevarna? Ne, zares hiperventilacije verjetno ne boš dosegel, ne? Ker ti hočeš ventilirati to, kar rabiš. Bi pa rekel, da je v hribih spet hiperventilacija. To je zelo zanimivo vprašanje. To, kar je bila spodaj hiperventilacija verjetno je tudi nevarna na višini. No? Ampak kaj je manj nevarna? Isto količino dihanja, kot bi tam. Verjetno je manj. Ja, verjetno bi težko dosegel. Ja, težje. Verjetno bi težje dosegel nek padec koncentracije CO2 v krvi na višini, kakor pa na morju. To bi res verjetno težje dosegel. Dobro vprašanje. What's your favorite food? Pizza. Why haven't you joined the army to help defend our country?
I said stick to my questions. There's so many reasons. Flat feet. No war. Let's just stick to my questions. What is that? Whiskey What does it do? takes the edge off. Do you depend on that? Ti imaš na grafu eno navpično črtkano črto per 2000 metrih nadmorske višine. Kaj to pove? Ja, v bistvu tale črtica nam prikazuje pač samo znako za 2000 in tle lahko opazimo, da imamo ventilacijo 180 litrov na minuto. Pač vse to sem že vse prej povedal. Tako da. Aha, ok. Zakaj pa kljub povečani ventilaciji na veliki nadmorski višini VO2 max še vedno pada? To pa Tudi povedal. Ja, to sem pa tudi vse povedal. Ker skočim na naslednjo. Kako nadmorska višina vpliva na ventilacijo VO2 max, zakaj je povečano dihanje pomembna prilagoditev na manjšo razpoložljivost kisika? To je spet. Že povedal, ti si kar na vsa vprašanja že Ja, naprej no, odgovoril. mislim, ja, nismo točen toliko na VO2 max povedali, kako upada, no, zdaj sem sam povedal, da upada. Kako pa, Ampak, ali recimo, linearno, ali kako to? Ja, dejansko skoraj linearno upada. Ti skoraj, ne. Ja, skoraj Bomo radi linearno to. upada. Je tle celo enačba, ki jo boste lahko videli. Ne? In sicer, ja, na recimo takole, na vsakih 1000 višincev od morja upade tam za 1,7%. No? Tako da v bistvu v resnici, jaz sem se včasih malo smejal temu, ker sem videl na kakšnih spletnih straneh od profesionalnih kolesarjev, da zdaj pa računajo, kakšno moč bi oni proizvedeli, če bi bili na morju, ker so pa v gorah, ki lahko dosežejo tudi 3000 metrov nadmorske višine. Ampak dejansko bi lahko iz nekih aproksimacij, koliko ti pade maksimalna poraba kisika na določeni višini, izračunali tudi, kakšno moč bi lahko dosegel na morju, če bi kolesaril tam. Ne? Ok, no, pa tle en primer. To je zelo teoretično. Pač. Ja, Nek približek. Ja, to so vse neki približki, ampak zares moramo to upoštevati pri nekih izračunih, ker se lahko vsi strinjamo, da bi moč definitivno bila večja na nižji nadmorski višini, kot v tistih visokih hribih. Ne? Aha, torej za vsakih 1000 višin se je pa pol 7%. Ja, približno, ja. Odvisno seveda od zračnega tlaka in vse, ampak ja, to so neke aproksimacije linearne, ja. Kateri dejavniki pa še lahko vplivajo na padec VO2 maxa, poleg nadmorske višine, ki tako se omenjamo? Ja, zdaj glavni dejavnik, ne bom rekel, da je kar temperatura. Pa kakšne tudi, recimo že sam zaradi temperature visoke se moramo mi hladiti in s tem, ko se hladimo, v bistvu preklapljamo tudi kakšne energijske sisteme, zato da se lahko hladimo, ne pa zato, da lahko porabljamo več kisika. Ja, pa tudi drugi dejavniki lahko na to vplivajo, kot so kakšne vlaga v zraku ali pa tako, ne. Ok, pa mi pa opiš vrsto dogodkov, ki vodi do zmanjšanja VO2 maxa na nadmorski višini. Kako to vse poteka? Naštej jih vsaj 4. Aha, ok. Vrsto dogodkov, kako... Pač od začetka dihalne verige, ker ti vdih, mislim, že prej v bistvu. Že preden ti začneš dihati, kaj vpliva, pa to smo v bistvu že povedali, pa do tega, do same kisik se ekstrahira iz krvi v mišice. Ja, zdaj takole je, ne. Ja, pač seveda najprej mi v bistvu vdihnemo zrak, ne. Zdaj pa večkrat imamo mi v temu zraku kisika, več ga lahko mi v bistvu vodimo do mišic, pa če ga imamo pa premalo, ga pa lahko tudi manj porabimo, ne. In ja, zdaj verjetno vas zanima v bistvu tale saturacija kisika, kako se
Kaj se z naraščanjem Nasičenost. nadmorske višine zmanjša? Ok, spet eno neumno Malo vprašanje. smo zvedeni. Ne, lej, ti jaz dam eno vprašanje, nekaterega boš lepo. Lej, Hiloksova krivulja. ja, Hilova. Hilova. Hiluksova bi bila pa una, ja. Hilova krivulja. Ja, torej ja, Hilova krivulja v bistvu nam pove nasičenost kisika v odvisnosti od tlaka kisika, ki je izražen v milimetrih živega srebra v našem telesu. In v bistvu temu se reče, to definitivno ni linearno, ne? In tam nekje v območju pljuč se v bistvu ta nasičenost kisika počasi ustavi, v območju tkiv se pa v bistvu nasičenost kisika s tlakom narašča. Tudi zaradi tega, ker pač so tkiva namenjena neki naši porabi kisika, ne? In zaradi tega višji, kot imamo tlak, več v bistvu višjo nasičenost kisika imamo. Ja, no zdaj pa lahko še tlele v bistvu pokažem na eni spletni strani v bistvu, kako tale krivulja poteka, ne. Torej, v odvisnosti od tegale parcialnega tlaka takole narašča nasičenost. Lahko tudi začne krivulja se spreminjati, če pada pH. Krivulja tudi narašča s tem, da pada temperatura telesa in začne se spreminjati tudi z parcialnim tlakom CO2. Tako da v bistvu vsi teli parametri telesa vplivajo na dejansko nasičenost hemoglobina, ne. Se pravi, višje kot imamo mi nasičenost hemoglobina, bolj bomo lahko uspešni pri neki dostavi kisika in pol porabi kisika. Ok. Pa za pred koncem malo zamenjamo temo, pa omenil si laktat, pa laktatne prage. Samo to bi jaz, ja. Dej, še to povej. Kako? Ja, Pa neke cone, recimo, za nek trening. Ja, prav. Opiše malo cone. Torej, ja, laktatni pragovi smo v bistvu rekli, da to so neki parametri, ki nam pomagajo trenirati. Zdaj nastanejo pri določenih obremenitvah. Kako jih izmeriš? Ja, izmeriš jih na v bistvu VO2 max testu. Sam, da jih lahko izmeriš na VO2 max testu, mora biti L-test zelo dolg, da recimo tam okoli 40 minut, da v bistvu mi lahko skozi prijemo v neka stacionarna stanja, ker da se telo umiri in pol začne biti na določenem srčnem utripu, ki je značilen za tisto obremenitev, ne pa da bi kaj zaostajal ali pa kaj takega. Pa tudi, da se recimo poraba kisika umiri na tisti obremenitvi, recimo jaz sem delal to na da se je na 3 minute povečal napor in pol sem na 3 minute imel laktat. No, in pri tam okoli 2 milimolih se laktat začne povečevati več in takrat to je prvi laktatni prag. Pri 4 milimolih se pa laktat še malo več začne povečevati in to je pa drugi laktatni prag. No, te v bistvu laktatni pragovi se pa lahko tudi natančneje izmerijo med dejanskim VO2 max testom, ki pa traja zelo malo časa, kakšnih 6 do 12 minut. In to se pa zmeri v bistvu lahko tudi z ventilatornimi pragovi, ki so tudi sorazmerni z laktatnimi pragovi. In te nam pokažejo, koliko mi začnemo več dihati na določenih točkah. In s tem v bistvu lahko tudi mi, brez da bi si zares merili laktat, določimo mi neko proizvodnjo laktata že sam skozi dihanje, ne. V bistvu najbolj pomemben
Tale dejavnik, ki ga moramo pa opazovati, sta pa v bistvu razmerje med ventilacijo in CO2 in razmerje med ventilacijo in kisikom. Tako da, ja, ko imamo te podatke, lahko natančneje treniramo. Kako pa In- lahko treniraš po laktatnih pragih? Ja, zdaj s temi podatki v bistvu določimo cone srčnega utripa. In In- kje se približno gibljamo na Ja, prvi laktatni? torej cona 2 v bistvu poteka vse do prvega laktatnega praga, kjer lahko mi v bistvu laktat oziroma pomembneje H plus ione, ki so stranski produkt neke proizvodnje energije, proizvodnje laktata, mi v bistvu lahko čistimo, a ne. S tem, da še ne povečamo proizvodnje nekega CO2, a ne. No, in to so v bistvu zelo vzdržljivostne cone. V tej coni lahko tudi preživimo tam okoli 5 ur, 6 ur, odvisen tudi, koliko smo dobri, odvisen, koliko smo natrenirani. No, in s tem lahko nadaljujemo, da v bistvu povemo, da bom še povedal, ja, kakšne energije porabljamo za to, da kolesarimo v coni 2. No, ko v bistvu ko imamo laktat tam manj kot 2. No, pa da povem še, kako je v anaerobnem pragu, ko je laktat več kot 4, pa v bistvu mi ne moremo več torej čistiti proizvodnje. Laktat se ti nabira. Ja, laktat se ti nabira, ampak ni zares problem laktat, problem so stranski produkti laktata, kakor je proizvodnje laktata, ne glikolize, kakor so H plus ioni, in zaradi teh H plus ionov mi zares v bistvu proizvedemo precej več CO2, kakor smo ga proizvedli na začetku. In sicer, ko mi pridemo v anaerobni prag, mi porabljamo samo ogljikove hidrate za proizvodnjo energije. In zato, ker porabljamo samo ogljikove hidrate, mi v bistvu proizvedemo enako CO2, kakor smo porabili kisika, ampak ker pa smo v anaerobnem območju, proizvajamo še dodatni CO2, ki smo ga pa v bistvu proizvedli iz puferiranja laktata oziroma H plus ionov, zato da v bistvu odplaknemo še te H plus ione, ki pa se nam kopičijo. No, ko pa smo v coni 2, pa v bistvu je RQ manjši kot 1, zaradi tega je delež maščob pri porabi teh, pri proizvodnji energije, oziroma ne pri proizvodnji, pri pretvorbi energije pri pretvorbi metabolne energije v mehansko precej večji. No, in pri tem, ko je recimo RQ1, v bistvu porabljamo, ko je razmerje med porabljenim kisikom in proizvedenim CO2, porabljamo samo ogljikove hidrate. Ko je RQ 0,7, porabljamo samo maščobe, ampak to je v bistvu zaradi tega, ker maščobne kisline vsebujejo precej manj kisika kakor glukoza, oziroma neke ogljikove hidrati. In v bistvu mi ne rabimo toliko kisika vdihniti, da še zmeraj iz tega lahko pretvorimo energijo, ne. Tudi tole dobro prikazuje tale enačba. No, ko je pa tam recimo mešano, da smo v neki coni 2, je pa RQ ponavadi, no, čisto odvisno, ampak recimo tule imam primer za 0,76, ko pa je prisotna in poraba
maščob in porabo ogljikovih hidratov za proizvodnjo energije. In to v bistvu lahko vidimo dobro iz teh enačb, iz 6 CO2, iz 6 kisikov za glukoze je nastal, iz 6 kisikov je nastal 6 CO2, zato je RQ1. Pri maščobah je iz 23 molov nastal 16 molov, iz 23 molov kisikov nastal 16 molov CO2, zaradi tega je RQ 0,7. In pri mešano je bilo 11 molov kisika in nastali 14,5 molov CO2, zaradi tega je RQ 0,76. No, zdaj pa še pomembna stvar, ki jo moramo vedeti športniki, je, da beljakovin nikoli ne smemo kuriti za proizvodnjo oziroma pretvorbo energije. Torej, beljakovine so gradniki in niso mišljeni kakor za neko pretvorbo energije. In dokler smo mi v nekih nizkih intenzivnostih, lahko v bistvu vedno kurimo samo maščobe, ampak te intenzivnosti so zelo nizke, kot so recimo kakšni sprehodi. Takoj, ko pa mi prijemo v više intenzivnosti, kakšno cono 2, pa če nimamo ogljikovih hidratov, ne moramo kuriti samo maščob, da bi se premikali, ampak začnemo kuriti dejansko beljakovine. Se pravi, s tem si v bistvu porabljamo naše mišice, zato da pretvarjamo energijo, kar pa ni dobro, mi sami sebe kurimo. In zaradi tega nikoli ne smemo podhranjeni trenirati. In to se dejansko lahko zgodi pri kakšnih dolgih intenzivnih naporih, če tudi recimo ne moremo zaužiti dovolj hrane, pri kakšnih everestingih ali pa kaj takega. In to se tudi začuti, recimo, tako ne moreš dosti dobro dihati, tako čisti prazen energije. Tudi meni se je to zgodilo že parkrat in zaradi tega se je treba temu izogibati. Nikoli ne smeš kuriti proteinov za svojo energijo. Lahko, kdaj pa kdaj, ne smeš pa trenirati na tak način. Ja, ne smeš trenirati na tak način. Ni prepovedano. Razen, če si... Ja, če hočeš samodejno shujšati v mišice, nimaš druge opcije. In to je edina opcija. Ali pa da čez čas pač ne treniraš in ti pač mišice upadejo. Če pa hočeš hitro shujšati v mišice, bi pa mogel tako trenirati. Ne ješ pa zelo intenzivno. Ja, kar je pa zelo nevaren in poruši ti hormonsko ravnovesje in vse te stvari. Tako da, ne tega počnete. No, ljudje. kaj imaš ti kaj? Jaz imam to, da bi rad v naslednji minuti zaključil. Ok, dobro, pa ne bom vprašal. Ne, če imaš še kakšno zanimivo vprašanje, lahko. Ne Ke bi pa si- nadaljeval z novimi temami. Ja, ne, glih, da bi nekdo, ki smo tu govorili o VO2 Maxu, natreniral VO2 Max, ne? Ja. V kakšnih conah bi treniral, ker zdaj smo pa cone omenili. Ja, zdaj, zato, da bi trenirali VO2 Max, bi mogel definitivno trenirati v intenzivnih conah, ampak to ni samo pogoj. Če ti treniraš v intenzivnih conah, recimo coni 5, coni 4, kjer je v bistvu poraba kisika najvišja, se lahko hitro pretreniraš, če tega počneš veliko. Zaradi tega je to definitivno koristno. Je pa seveda treba v bistvu trenirati tudi v bazičnih območjih, ki pa so recimo v coni 2. In bazično območje, včasih smo slišali, da je treba zgraditi bazo. Zdaj, zakaj je treba tej bazi reči baza? To smo vsi predstavljali kot neko piramido, pa da je spodaj baza, pa tako. Ampak v resnici baza je čisto preprosta beseda, da je to neko bazično območje, kjer v bistvu še nismo zakisani. In tam lahko dolg časa treniramo, to je cona 2, kjer v resnici se nam laktat ne kopiči in s tem v bistvu pač izboljšamo svojo ekonomičnost, izboljšamo delovanje telesa, v bistvu naredimo neke temelje za trening na višjih obremenitvah, da lahko potem izboljšamo svoj VO2 Max z treningi visoke intenzivnosti.
damo par primerov, kakšni krajši intervali z malo pauze, daljši intervali z kakšnimi bolj intenzivni intervali. In zadnje študije tudi kažejo, recimo, da so najboljši celo kakšni intervali, da delamo recimo kakšne 3 minute v nekih ne zelo visokih območjih, recimo kakšna cona 3, in potem gremo direktno v kakšne VO2 max intervale, kot so recimo 30 sekund intenzivno, 15 sekund pauze, in to ponovimo 10krat, 40 sekund intenzivno, 20 sekund pauze. Zato, da v bistvu je poraba kisika stalno visoka in v bistvu je stimulus tega treninga zelo visok. Ne? In potem lahko ponovimo to kakšne 2 serije, 3 serije, tudi odvisno od tega, kako se počutimo in tudi odvisno od vse te regeneracije. Tako da to vse je povezano. Če imate kakšne vprašanja ali pa če sem kaj narobe povedal, mi pišite spodnji komentar. Bi pa jaz z veseljem prišel še na en podcast in bi pa malo o biomehaniki povedal. Pa se vidimo naslednjič, ko bo čas. Pa se vidimo naslednjič, ko bo čas.